Pozdravljeni v avtomobilnosti. Oktober je mesec požarne varnosti in seveda bodo danes v glavni vlogi gasilci. In ker smo v dobi elektromobilnosti, bodo gasilci gasili električni avtomobil. Ampak, Luka, ko sem gledal tvoje surove posnetke, sem pričakoval kakšno eksplozijo, tudi ogenj je bil prav normalne barve. Pričakoval sem v resnici tudi bistveno več ognja, kot ga je nekako bilo. Po tvojih posnetkih sodeč, to ni bil prav noben spektakel. No, nekaj spektakla smo vseeno uspeli ustvariti, ampak v montaži. Eno so filmi, drugo je realnost in tej realnosti v resnici ne vidimo prav pogosto, da bi se električni avto vžgal kar sredi ceste med vožnjo. Tisto, kar pa se dogaja, pa nas mora še bolj skrbeti in temu moramo resnično posvetiti veliko pozornosti, previdnosti in odgovornosti. No, pa da ne boš vsega zdaj povedal, predlagam, da gremo na Ljubečno, na poligon. Torej, Luka, zažgi. Pa bi kar prosil strojnika, če lahko požene mehanizacijo. Baterija je zdaj mehansko poškodovana. Boste videli, da se z baterije že kadi. Mi smo danes tukaj imeli scenarij, da to baterijo vžgemo z mehansko poškodbo. Mi smo baterijo 3-krat predrli, kar pomeni, da smo dejansko povzročili kratek stik v bateriji med katodo in pa anodo. S tem smo povzročili toploten pobeg baterije. Kar smo videli takoj, je dejansko pojav tazga svetlo-sivega, skoraj belega dima. Produkti, ki zdaj izhajajo, so vnetljivi. Gre za produkte, ki nastanejo pri toplotnem pobegu baterije. Te produkti vsebujejo prvič vnetljive komponente, najbolj tak dominanten je vodik, potem recimo metan, recimo etan, eten, ki lahko tudi vodijo v eksplozije. Vsebujejo tudi težke kovine, ki so rakotvorne, se pravi, govorimo o stvarih, ki niso, bomo rekel, prav prijazne okolje, še manj pa prijazne človeku. Zakaj ni prišlo do samega ognja noter v avtomobilu? Zakaj smo morali pravzaprav to gorenje spodbuditi? Gorenje smo spodbudili zato, ker je naša baterija, baterija, ki ima celice na osnovi litoželezo fosfata. In to so seveda celice, kjer toplotni pobeg seveda je možen, do njega pride, kar smo tudi videli, ni pa intenzivne reakcije v smislu zgorevanja z plamenom. Se pravi, gre za baterijo, ki je veliko bolj varna. Se pa je res, potem ko pa smo probali vžgati te produkte z plinskim gorilnikom, pa to vžgali. Vse skupaj je zagorelo, bomo imeli koliko intenzivno pogorenje. Se pravi, da to še vedno je nevarno, In danes po svetu, bomo rekel, gasilci že beležijo nekaj scenarijev, ko je v fazi polnitve avtomobila prišlo do toplotnega pobega baterije, kjer baterija, kot v našem primeru, ni zagorela, so pa se v garaži nabrali zgorevalni produkti, ki so pa vnetljivi. Zdaj, bomo rekel, rabimo samo še vir vžiga, in potem imamo lahko problem. Na spletu smo lahko v preteklih letih najdeli veliko posnetkov gorečih električnih avtomobilov, ampak tam smo videli zelo ekstremen plamen, ki bi gorel laično rečeno pod pritiskom. Novejša kot vozila so, bolj nekako se proizvajalci trudijo doseči to, da te baterije ne gorijo tako intenzivno. To, ko menjate vi, je tako imenovan jet flame, pa plamen v obliki curka. Mi poznamo recimo pri baterijah, recimo te velikosti jet flame, recimo tudi do dolžine 1,5 metra. In to recimo pogosto vidimo recimo na družbenih omrežjih. Gre za gorenje klasičnih litij-ionskih baterij, ki jih danes domala v avtomobilih ni več. Lahko pa te baterije najdemo še vedno v napravah mikromobilnosti, se pravi, kot so skiroji, e-kolesa, hoverboard in tako naprej. Tam pa so ti scenariji možni. Recimo, potem smo primerljivo probali vžgati litij-ionsko baterijo, tam smo imeli podoben primer, se pravi, pojava intenzivnega dima, pa potem pa tudi vžig. To je pa ta razlika, bomo rekel, zdaj, ko rečemo, da so baterije bolj varne, recimo, ali pa nekako modernejše, in bomo rekel, nekako bolj spremljajo neke varnostne standarde. Ok, zdaj smo tukaj videli avto pravzaprav manjših dimenzij, manjše baterije. Kaj pa, če bi tukaj recimo imeli en sodoben električen avto z recimo baterijo v dimenziji 100 kWh, naprimer? Scenarij bi bil najverjetneje čisto podoben temu, kaj ti govorimo o sodobnih baterijah. Nekatera vozila danes imajo baterije, ki so že v mokrih gelih
se pravi, da baterije še težje zagorijo, ne, tako da nekako ni pričakovati, bom rekel, nekih burnih reakcij, ne. Seveda, za razliko od morda starejših vozil, ne, tam pa bi še našli litij-ionske baterije. Tam bi bil pa proces pa takšen, da bi pa bilo gorenje kmalu zelo intenzivno. Se pravi, stari električni avtomobili ali pa mogoče e-skiroji, a je to preveliko varnostno tveganje, da si ga lahko privoščimo? Zagotovo, če pogledamo zdaj klasične litij-ionske baterije v vozilih, da. Ne, imamo recimo tudi nekaj posnetkov gorenja avtobusov, ne, kjer so te baterije ponavadi zgoraj v strehi, ne. Tam je to toliko bolj nevarno, kaj ti plamen zdaj dejansko šviga pod ostrešjem in, bom rekel, zelo hitro neti nove požare. A je bil to tisti primer v Ljubljani, tistega turističnega avtobusa? Mislim, da je zagorel vlakec, pa tudi kavalir, nekaj podobnega je bilo, ampak tam so bile baterije le manjše, ni bilo tako intenzivno. Tako da je pa to primer, ki ga lahko dejansko s tem potem, bom rekel, primerjamo. Zakaj se je treba požarov električnih avtomobilov lotevati povsem drugače kot pri klasičnih avtomobilih? Z našim medijem je bil pogašen zdaj en električni avto v Grčiji. To je bil Jaguar, ki je zagorel v garaži in ga niso uspeli pogasiti z nobenim drugim. In so takrat uspeli z našim medijem pogasiti in so uspeli rešiti lastniku celo hišo, ker je bil v garaži. Drugače pa ne bi mogli, ker bi cela hiša se ožgala. Zakaj voda ni učinkovita pri gašenju baterij? Voda prehitro izhlapeva, pa nima reakcije ohlajevanja, ima, ampak ne tako dodano, ki imamo mi. In zaradi tega vsa voda, ko pride, izhlapi in je neuspešno, zato se kar potopi v kontejner in se počaka, da to noter vzame. Zato, ker ne bo pogosila voda, bo kar naprej gosil. Z našim medijem pa uspešno pogasiš, plini se še izločajo, ampak zadeva je pa pogašena. Tukaj je bilo porabljenih komaj 80 litrov naše tekočine. 80 litrov smo zdaj za gašenje tega avtomobila. Ja. Vode bi pa 3000 litrov. Vode bi pa nekaj tazga od 3 do 5 tisoč rabili, da bi to pogasili. Ta električni avto torej danes ni zagorel samo v imenu vaje, ampak predvsem kot opozorilo, da prihodnost mobilnosti očitno zahteva novo znanje, nove tehnologije, predvsem pa nove varnostne protokole. Vse primere, ki jih nekako spremljamo tudi iz dnevnega časopisa, vidimo, da je vzrok za požar vedno pri elektroinštalaciji. Največkrat v elektroinštalacijski omarici. Noter so elementi izpostavljeni velikim temperaturam, posledično temperaturni raztezki in zato je treba letno vzdrževanje. To pomeni, da je treba prekontrolirati vsak vijak, pogledati, da so vsi stiki v redu narejeni in da ne prihaja do takih neljubih dogodkov. Kako pogosta je ta stvar? Ja, zdaj v zavarovalnici Triglav ne beležimo nekega povečanega števila tovrstnih škod. Beležimo pa, da sama škoda, ko nastane v takem požaru, je veliko večja, ker pride do nekih preskokov. V garažnih prostorih hranimo od baterijskih naprav do nekih posodic z gorivom. In to so vsi neki riziki, ki povečujejo samo obseg požara. Kaj pa že prej v fazi zavarovanja, če vi veste, da je pač tam neka polnilnica, nek električni avto, kaj to spremeni pravzaprav za vas? Sama zavarovanja kot taka, recimo električnih vozil, niso dražja. To je mogoče nek mit, ki kroži. Dejansko so enaka kot pri zavarovanju bencinskih motorjev in še hkrati cenejša kot pa pri zavarovanju dizelskega motorja. Uporabnike je treba opozoriti, da imajo torej ustrezna kritja, torej za sam objekt, zdaj, če so neki skupni prostori, so verjetno zavarovani z nekim požarnim zavarovanjem, torej v sklopu etažnih lastnikov. Če se ta požar zgodi, gre potem to iz avtomobilske odgovornosti, sam avto se seveda krije iz samega kasko zavarovanja, torej iz požarnih nevarnosti. Slovensko združenje za požarno varstvo pripravlja novo tehnično smernico, požarna varnost v stavbah, kjer pa bo tudi nekaj več zahtev, kar se tega tiče. Recimo, in zahteve bodo verjetno šle v to smer, da bo v podzemnih garažnih hišah, kjer polnilnice so, zahteva po napravah za avtomatsko gašenje, avtomatsko odkrivanje požarov. To pa zdaj so nekako že potem pa tudi elementi, ki pa tudi objekt potem ščitijo pred temi požarji. Kaj predvidevate, da se bo na tem področju dogajalo v prihodnjih letih? Zdaj v našem portfelju imamo, gledano na celotno številko vseh zavarovanih vozil, imamo do 2% električnih vozil v tem trenutku. Opažamo pa, da tekom let se ta številka veča, prisotnost takih avtomobilov je vedno večja in ravno s takim dogodkom želimo tudi opozoriti uporabnike, da so pozorni, da ni v bistvu samo, da avto kupiš, ampak da ga tudi ustrezno vzdržuješ, da ustrezno vzdržuješ polnilno infrastrukturo, da se ustrezno z nekimi certificiranimi montažerji, serviserji te naprave pogleda, zmontira
in da se pač ustrezno zavaruje. Ali veste, kaj je to? Zdaj gremo iz Ljubečne ponovno na avtomobilski salon v München. V eni izmed preteklih oddaj smo vam že razlagali, da je na sejmišču vse skupaj izgledalo nekako tako, kot bi bil to sejem za avtomobilske proizvajalce, ki tam izbirajo komponente za svoje avtomobile. No in ko smo se na tem sejmišču popoldne že malo utrujeni sprehajali naokoli, smo se ustavili na prostoru nemške regije Posarje. No in na tem razstavnem prostoru so imeli enega atraktivnega robota, ki smo ga posneli kar tako. So nam pa potem kmalu pokazali tole in seveda smo poklepetali. Ne gre za kakšen pribor za zmanjševanje stresa, ampak za nekaj, kar je, čeprav se zdi to malce čudno, povezano s številnimi avtomobilskimi komponentami. In ne nazadnje celo z današnjo gasilsko tematiko. This is very attractive. What is this? This is a revolutionary sensor technology that we have. So basically what we can do is that we bring electronics in a completely different way to life, which is highly stretchable. You can basically picture it like your clinch film at home that you use to wrap food, only that we can measure now all movements and forces where you cannot measure it before. And our customers, they use that to do a lot of cool stuff. For example? So, for example, we have a customer who takes the sensor as a stretch sensor and he measures breathing. So every time you inhale, you can measure how much volume of air do you actually breathe. These are piezo crystals here? No. I always say it's similar to piezos because people know it, but it's actually not. What we really do is we build a capacitor, so we do a capacitive measurement, but it's all based on silicone, which is why we can stretch it so much. And we can do that over millions of cycles, and that's why we can do every kind of motion. Which piezos, you're more limited in what you can do. Since this is stretchable and it measures, that means this could be suitable to the tire industry. Exactly. Or is it too expensive for the tires? The beautiful thing is silicones are cheap, right? I mean, silicones, you have them everywhere. You have them in your kitchen, you have them everywhere. We also use carbon. Carbon is a cheap material as well. So once you have automated your manufacturing process, the cost of these sensors drops significantly and you can use them anywhere. Okay, but since we are here on the car show... Exactly. Let's build the bridge. Let's build the bridge over there. We can use this force sensor for modern electric batteries. Batteries? Exactly. Electric batteries, you can imagine every time you charge your battery, you charge your car, they grow. And they press against each other, so they build up a pressure in between. And they do that every time a little more, every time you charge. And this happens before it gets hot. So before you have the risk that your car burns, you can see the increase of pressure. And you can basically monitor from the very beginning of its life of the battery, the quality of the battery. So you increase the safety of your car and you prevent that it starts burning in your own garage. For example, also, you already saw it, we can hide force-sensitive buttons right beneath leather. So you don't see anything here, it's a normal soft surface, but when I push on it, we can control our audio, for example. Ah, okay. Yeah. So this is the technology that designers told me about, that they want to have a car without screens. Yes, and you don't want to have touch buttons because people miss the feeling of a button, but you also don't want to have classic buttons. So, Can I try it? and then here's, for example, the right button, Ah. and here in the middle is another button. Have you sold your sensors to the car manufacturers already? With the car manufacturers, we're in development at the moment. This is tomorrow's product, developed today. Looking forward to this future. Thank you. Thank you very much for this. Thank you.
No, tile senzorji so zagotovo nekaj, kar zanima vse tiste, ki so se zbrali na praznovanju 30-letnice Tehnološkega parka Ljubljana. Dogodek se je imenoval Arena tehnologije, zgodil pa se je v Ljubljanskih Križankah. No in med sprehodom sem recimo spoznal tudi ekipo mladih študentov, ki delujejo pod imenom Hydroman. To so študenti elektrotehnike in pa strojništva. Zbirajo se v peskovniku Ljubljanske univerze in tam se skupaj ustvarili en model avtomobila s pogonom na gorivne celice. In s tem svojim modelom so na svetovnem nivoju osvojili kar visoko uvrstitev. Poklepetal pa sem tudi z aktualno ekipo ljubljanskih strojnikov in elektrotehnikov, ki tekmujejo v prvenstvu Formula Student. No in njihov aktualni bolid, njihova formula ima zdaj elektromotorje pa so vgradili kar v kolesa. In to nas seveda pripelje do litostrojskega startupa Elaf. Seveda gre za eno najbolj priznanih podjetij na svetu, ki izdeluje in-wheel elektromotorje. In v Križankah so mi pokazali, da ta njihov elektromotor zmore celo predvajati glasbo. Pa ne samo to, samo s pomočjo elektromotorjev lahko naredijo tudi, da avtomobil zapleše na glasbo. No, pa bilo je tudi zelo veliko avtomobilov na daljinsko vodenje, tudi zelo veliko robotov. Mimogrede, klepetal sem tudi z dijaki Vegove gimnazije v Ljubljani, ki se zbirajo na Inštitutu 404. No in z njihovim robotom bodo konec meseca potovali celo v Panamo na svetovno prvenstvo First Global. Torej, bilo je veliko vsega. Je pa zelo odmevala misel z odra, kjer so povedali, da je delati v takšnem tehnološkem poslu izredno zabavno, zelo kreativno, predvsem pa zelo dobičkonosno. Zelo dobre službe so, pa tudi veliko zagonskega kapitala. No, nadaljujemo zdaj s tem električnim avtomobilom na Hrvaško. Martina ima za vas eno preventivno misel, namreč pustila se je naplahtati v hotelu, da se vam ne bo treba. No, pa da vam obrazložim, kako je to popotovanje potekalo in kako se je ta zgodba stopnjevala. Z družino smo se odločili, da gremo na morje. Smo rekli, vsi smo že slišali horror zgodbe, kako se čez poletje potuje skozi Hrvaško. In sem rekla, zdaj pa ni več sezone, sigurno bo zdaj vse teklo gladko po maslu. No, pa ni čisto tako šlo, ne? Je bilo kar zanimivo, recimo, ko gledaš aplikacijo in rečeš, tamle sta dve polnilnici proste, pa v bistvu gotoviš, da ena ne dela, druga pa je zasedena in to aplikacija ni pokazala. Greš naprej, ugotoviš, da v bistvu hitrih polnilnic ni tako veliko na voljo, kot si mislil, da jih je po Hrvaški. Prideš v hotel, vse lepo v redu, ponudijo zelo prijazno, da lahko oni polnijo, pa si seveda prepameten, pa rečeš, ne, gremo mi zvečer v mesto, bomo mi tam polnili, ne? Mi se lepo odpravimo v mesto, gledamo, vse zasedeno, gremo naprej, vse zasedeno. Ja, nič, ura je toliko, ne bomo zdaj krožili okoli mesta, gremo mi mesto pogledati. No, po večerji pa sem rekla, pojdimo v hotel, ponudili so nam, da lahko polnimo tam, a, glej ga zlomka, fiksno, 50 evrov, ni važno, velika, mala baterija, tako da vsaka šola nekaj stane. Za približno 32 kilovatnih ur, ki jih bilo potrebno napolniti, na počasni polnilci skozi noč v hotelu, da smo si na jasnem, smo plačali približno 1,56 evra na kilovatno uro. Torej skoraj enkrat več kot na hitri polnilnici in za primerjavo, kot če bi bencin plačali 3-krat dražje. Ampak res pa je, da avto me je zjutraj čakal napolnjen in brez skrbi, z mirno vestjo, sem lahko krenila na pot. To pomeni, da sem imela za novih 302 kilometra vožnje brez skrbi. Je pa treba to poudariti, da sem živahen voznik. Jaz grem 130 in rada prehitim kakšen avto. Kljub temu, da mi je v ekomodu vsiljeval 110,
če lepo pritisneš, to gladko lahko zignoriraš in ga pustiš, te bo bogal in gre lepo na tudi več, a ne? Ampak tudi brez tega eco-moda je treba poudariti, da je bila poraba zelo učinkovita. 13 kWh na 100 km, kar je tudi z mojo dinamično vožnjo res dobro. Pri porabi lahko dodam še to, da smo avto do polna obtežili. 2 odrasli osebi od spredaj, 2 otroka od zadaj in povsem poln prtljažnik z igračam, z kovčki, seveda vse, kar spada za na morje. Kar pa moram še enkrat poudariti je, da Ford Puma ima res velik zadnji prtljažnik. Z dvojnim dnom, ki se pomakne nižje kot pri običajnih avtih, pridobimo res veliko dodatnega prostora, v sebi skriva pa še gigabox. In mi smo ga tokrat izkoristili za igrače, običajno jih ne vzamemo veliko sabo, tokrat pa smo res izkoristili in sta otroka lahko jih imela nekaj več sabo. Kam pa smo dali kabel? Kabel ima praktično rešitev, da ga lahko pošpraviš tudi od spredaj. Tukaj od spredaj se skriva še dodatnih 43 litrov prostora. Zdaj pa tale prtljažnik sprednji razlikuje po tem, da je daljši in globji. Torej je vertikalno kabel v njem. Torej tale front trunk je kar uporabna zadevica. No, Ford Puma je zelo prostoren in tudi zelo učinkovit avtomobil, električni avtomobil, ampak njegova baterija je majhna, zato ker je to pač mestni avtomobil, namenjen pač krajšim razdaljam. Zdaj bomo pa nadaljevali z enim bistveno večjim družinskim električnim avtomobilom. Oznaka tega avtomobila je C10. To oznako se boste spomnili, da smo vam že omenili v kombinaciji z električnim avtomobilom, ki je svojo elektriko pridobil iz bencina. No, danes pa je na vrsti polno baterijska različica C10. No, za katero znamko gre? Gre seveda za isto znamko, kot je danes tale mali T-nič 3, se pravi en najcenejših električnih avtomobilov ta hip. Ampak o T-nič 3 bomo govorili drugič. Danes je zdaj čas, da gremo v delavnico in si baterijskega C10 pogledamo od spodaj. Kakšen je Leapmotor C10 kot električni avto? Za začetek smo ga odpeljali na normni krog, kjer smo v ugodnih temperaturah, malo pod 20 stopinjami Celzija, izmerili poprečno porabo dobrih 17 kWh na 100 prevoženih kilometrov. To pomeni, da boste lahko pri mešanem ciklu z enim polnjenjem poleti prevozili okoli 400, pozimi pa okoli 300 km. Zdaj pa se bolj podrobno posvetimo baterijskemu sklopu. Gre za litij-železo-fosfatno LFP baterijo s kapaciteto 69,9 kWh. Ta prinaša nekaj tehničnih rešitev, ki jim je vredno posvetiti nekoliko več pozornosti. Glavna prednost je, da ima tehnologijo CTC, Cell to Chassis. Torej, sama baterija je direktno vgrajena v karoserijo. Če bi praktično pogledali, je baterija brez pokrova, torej celice so odprte, in sama karoserija tvori pokrov baterije. Vidimo, da je to dejansko ta del pobarvanja karoserija vozila, to je baterija, vmes pride tesnilo, ko mi to skupaj privijemo, je to en strukturni del. Kje bi bil sicer ta pokrov? Kako to baterija lahko fizično je ponavadi narejena v ohišju, vse celice so zložene v ohišju in je zaprta s pokrovom. Potem pa jo namestimo na karoserijo vozila. Imamo dodatne vijake, dodatne nosilce in dodaten pokrov, ki ga v našem primeru nimamo. S tem dobimo bistveno manjšo težo vozila in pa večjo togost karoserije. Na prvo žogo bi pa rekel, da je ta baterija mogoče bolj izpostavljena zaradi tega. Mogoče je zaradi tega kakšna večja nevarnost pri nesrečah? Ne, v bistvu je manj izpostavljena, ker je bolj umaknjena v karoserijo. Saj ni nobene zračnosti med karoserijo in baterijo, ki nikoli ni pač čist stisnjena do karoserije. Ne? Aha, tukaj pridobimo pri prostornosti. Seveda. To se pravi, baterija je lahko višja, ne? In to se pravi, ne zgubimo prostora v kabini, ne?
in baterija je bolj umaknjena od tal. Kaj pa to za recimo strukturno togost pomeni? Tukaj bi pa rekel, da je verjetno prednost kakšna. Seveda velika prednost, ker strukturna togost se močno poveča, se dobimo še en prostorsko oblikovan element karoserije. Prednost tega je tudi to, da pokrov baterije ni podvržen koroziji. Baterije, katere imajo pločevinast pokrov in ki so vgrajene pod vozilo, imajo dostikrat težavo, da del pokrova prerjavi, ker med karoserijo in pokrov baterije pride vlaga, nečistoča s ceste, sol in tako naprej. In se tam seveda pojavi korozija. V naših krajih to ni tako pogosto, ampak če pa malo spremljamo recimo dogajanje na Norveškem, ker imajo majčkeno bolj zahtevne pogoje, imajo pa dosti težav s tem, ker tistega dela se ne da očistiti. Najprej moram izpostaviti, da vozne lastnosti niso enake kot pri različici tega avtomobila, ki je na voljo na kitajskem trgu. No in to najbolj občutimo takrat, ko prestavimo v način sport. Kitajski inženirji so zdaj že zanesljivo ugotovili, da se v Evropi precej več vozimo po ovinkih. No in zato so morali podvozje pa tudi krmiljenje precej drugače nastaviti. Ampak tega dela niso opravili sami, ampak so ga zaupali italijanskemu Maseratiju. Torej se ta italijanska vozniška ekspertiza pozna. Še vedno vozne lastnosti niso povsem enake kot pri tistih pravih Maseratijih. No, ampak kljub temu voznik dobi precej več občutka na volanu oziroma boljši občutek pri vožnji, kot smo ga bili doslej vajeni pri kitajskih avtomobilih. Tisti, ki si želite udobja, pa boste, kot vedno pri kitajskih avtomobilih, tudi tokrat prišli na svoj račun. Ko takole preprosto prestavimo nazaj v način komfort, krmiljenje postane izredno mehko in lahkotno. Pa tudi pogon sam je s 160 kW moči in 350 Nm navora dokaj umirjen. Elektromotor pa je nameščen na zadnjo os in tako poganja le zadnji kolesni par. Glede na to, da imamo zdaj samo tukaj zadaj elektromotor, tam pa veliko prostora, a to pomeni, da lahko pričakujemo, da bo ta avto na voljo tudi štirikolesnim pogonom? Seveda. V prihodnosti bo avto na voljo štirikolesnim pogonom in z 800-voltno tehnologijo baterije, kar pomeni, da bo imel potem tudi hitro polnjenje veliko močnejše, kot je danes. Samo tisto pa najbrž ne bo več nizkocenovnik. Malenkost dražji bo pa seveda ta ostal v ponudbi. Mislim, da so kitajski inženirji tokrat zelo dobro preštudirali Tesline avtomobile. Notranjost je namreč tako kot pri Tesli precej minimalistična. Tempomat, na primer, aktiviramo z enojnim ali pa dvojnim pritiskom na ročico menjalnika, pa tudi sam volanski obroč je s tema dvema vrtljivima gumboma precej podoben. In ne nazadnje, osrednji zaslon nadomešča prav vse fizične tipke. Na temu zaslonu lahko na primer v nedogled takole spreminjamo ozadja. Ne moremo pa ga povezati s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay, vsaj dokler si ne priskrbimo takšne škatlice in posebne aplikacije, ki nam takšno povezavo omogoča. No, pozdravljam pa, da je Leapmotor za razliko od Tesle tukaj pred voznika vseeno namestil še en zaslon, kar je z vidika varnosti zelo dobrodošlo. Kaj pa polnjenje? Z izmeničnim tokom bomo lahko polnili z največjo močjo 11 kW, z enosmernim tokom pa z največjo močjo 84 kW, kar v resnici za današnje standarde ni več največja številka. Je pa res, da tudi baterija ni ravno ogromna in tudi če bomo morali čakati v avtomobilu, nam ne bo prav nič hudega. Za takšne primere zelo prav pridejo posebni scenariji, ki si jih lahko po svoje nastavimo. Naprimer, sam sem si želel, da me med polnjenjem baterije ne bi zeblo, zato bo sistem vsakič, ko bo temperatura v kabini padla pod 18 stopinj, samodejno pričel z ogrevanjem. No, udobje med čakanjem pa dodatno nadgradi še tako imenovani način za dremež, ki ob aktivaciji takole nagne sedež in popolnoma zatemni kabino. Naj spomnimo, da električni avtomobili vendarle zahtevajo precej več izobraževanja od gasilcev. No in zato imajo razni Mercedesi, Tesle in podobni različne aplikacije in QR kode, kjer gasilci v primeru nesreče dobijo navodila, kako sploh postopati.
Tudi Renault redno izobražuje gasilce, tudi slovenske gasilce in predvsem jim takrat pove tudi to, da imajo Renaultovi električni avtomobili eno posebno luknjo na ohišju baterije, skozi ki jo potem gasilci s čim ostrim prebijajo in potem skozi tisto luknjo spustijo vodni curk, da baterijo v primeru požara ohladijo. No in takšno luknjo v svoji bateriji ima tudi prva policijska patrulja v Sloveniji na električni pogon. Torej, vrnile so se milice, policisti so dobili katrco. To smo rekli, da bo rada tako. Tako da imate za vas to, kar se pripravljam, pa kabla za polnjenje. Dilem, ki nastanejo ob nesrečah električnih avtomobilov, je še mnogo. Sploh zato, ker ni dovolj stestiranega oziroma ne dovolj obsežno stestiranega. Od same standardizacije, reševanja in gašenja gorečega avtomobila do odvoza potem razbitine, ki je zgorela, da o sami reciklaži uničenega električnega avtomobila sploh ne govorimo. Ampak te dileme bomo prihranili za naše prihodne zgodbe. No, že prihodnji teden pa se vam javimo iz Radelj ob Dravi. Tam imajo namreč novo storitev, namreč javni prevoz s kombijem si lahko po novem naročiš kar z novo Toyotino aplikacijo in s to aplikacijo potem ta prevoz lahko tudi plačaš. Torej, Radelj ob Dravi se digitalizirajo, ampak in tudi mi smo se tam šli voziti, oziroma narobe sem rekel. V Radelj smo se šli furat. Torej, o tej furi prihodnič, do takrat pa preberite naše članke na mmcrtv.slo.si, naše podaljšane zgodbe so vam na voljo na YouTubu, krajši izseki iz teh zgodb pa na naših ostalih družbenih omrežjih. In seveda, na vašem televizorju lahko poiščete aplikacijo RTV 365, tam pa je na voljo naš celoten arhiv. Torej, vidimo se spet prihodnjo sredo, do takrat pa srečno.